Zdrav poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 3. julij 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Ko vročina pritisne, kam Štajerci bežijo pred poletno pripeko, preverili smo, kaj ponujajo okoliška kopališča. Občina kupuje celoten ljudski vrt, koliko bo odštela za lastništvo. Anže Kopitar pred jubilejno sezono, motivacija ostaja, prihodnost odprta. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vsi skozi smo z vami na vecer.com. Ko se v Mariboru asfalt začne mehčati pod soncem in zrak postane težak kot poletne sopare, domačini hitro poiščejo osvežitev. Z brisačami, napihljivimi flamingi in hladilnimi torbami se odpravijo tja, kjer jih čakajo voda, senca in sprostitev. Poletni pobegi so raznoliki, od domačega mariborskega otoka prek naravne oaze v Dupleku do kopaliških biserov čez mejo v Avstriji. Obiskali smo 4 najbolj priljubljene lokacije in prisluhnili tistim, ki tam iščejo poletni oddih. Kopališče na Mariborskem otoku ostaja nepogrešljiv del poletja za številne Mariborčane. Senca mogočnih dreves, betonski bazeni, otroški smeh in retro tobogani ustvarjajo prizor, ki marsikoga spomni na brezskrbne otroške počitnice. Ob koncih tedna je hitro polno, a prav ta domačnost in znanje obrazi so razlog, da se mnogi znova in znova vračajo. Le nekaj minut iz mesta se skriva Wake Park Duplek, priljubljen med tistimi, ki si želijo nekaj več svobode in stika z naravo. Obiskovalci uživajo v deskanju na vodi, napihljivih igralih in dobri kavi, brez klasičnih kopaliških pravil. Park privablja tudi tujce, še posebej zaradi ugodnih cen in prijetnega ambienta. Poleg tega je priljubljen tudi med lastniki psov, eden redkih kotičkov, kjer se lahko v vodi brezskrbno ohladijo tudi kosmatinci. Za tiste, ki iščejo urejenost, čistočo in mir, je idealna izbira mestno kopališče v avstrijski Lipnici, tik čez mejo. S prostornimi bazeni, lepimi zelenicami in brezhibno infrastrukturo je mnogim skoraj nadomestek za dopust. Čeprav je pijača nekoliko dražja, Slovencev to ne moti. S seboj prinesejo hladilne torbe, polne pijače in domačih prigrizkov. Le nekaj kilometrov naprej, pri Predingu, se nahaja Aldriansee, umetno jezero nastalo iz nekdanje gramoznice, ki postaja vse bolj priljubljeno tudi med Slovenci. Brez vstopnine, brez gneče, s čistimi travnatimi plažami in pomoljčki nudi miren občutek oddaljenosti od vsakdanjega vrveža. Posebna atrakcija je Ankerpunkt, lokal z mediteranskim pridihom, ki čez dan razvaja z dobro hrano, zvečer pa se spremeni v pravi beach club z glasbo in koktejli. Zdaj pozdravljam kolegico Sanjo Verovnik, ki je obiskala omenjena kopališča in je pripravila zanimivo reportažo. Sanja, kam vse se torej Mariborčanke, Mariborčani in okoliški prebivalci hodijo te vroče dni kopati? Ja, bom rekla kar tako, da obiskujejo različne poletne točke za kopanje, seveda v bližini. Med najbolj priljubljenimi pa so vsekakor Mariborski otok, klasično mestno kopališče s senco, bazenom in tobogani. Wake Park Duplek, torej naravno jezero z vodnimi športi in sproščenim vzdušjem, pa potem skočijo tudi čez mejo. Najbolj priljubljeno je mestno kopališče v Lipnici, le streljaj stran od državne meje, in pa umetno jezero, ki je nastalo iz nekdanje gramoznice, to je Aldriansee, tudi blizu Lipnice, ki je v bistvu znano po tem, da za kopanje oziroma poležavanje ni treba plačati nobene vstopnine. Kaj je obiskovalcem najbolj všeč v omenjenih kopališčih? Ko smo se pogovarjali torej z obiskovalci, so bili seveda odgovori različni. Na Mariborskem otoku cenijo v bistvu nostalgijo, navezanost, domačnost, senco, možnost priti tudi do kopališča brez avtomobila, s kolesom ali z avtobusom, in pa da marsikoga znanega srečaš. V Wake Parku jih pa privlačita predvsem ta sprostitev, narava, vodni športi, otroška igrala ter dejstvo, da lahko tja greš tudi s kužki na povodcu, z njimi tudi zaplavaš. Medtem ko v Lipnici so obiskovalci izpostavili predvsem urejenost, čistočo, toplo vodo, nekateri hodijo tja večkrat na teden. Aldriansee pa jim je marsikomu všeč predvsem zaradi
ne samo naravnega okolja, temveč dejstvo, da veliko Mariborčanov in Mariborčank in okoliških prebivalcev in prebivalk ne pozna še tega kraja, torej ne srečaš tam pa Maribora, in pa, da je v bližini tudi prijeten beach bar z vzdušjem Ibice. Kakšne so razlike v ceni med Mariborskim otokom in mestnim kopališčem v Lipnici? Ja, v bistvu ni ne vem kako velikih razlik. Če pogledamo, torej oba omenjena jezera sta tako brezplačna, kopališči, Mariborski otok in pa Lipnica pa so cene za odraslega, celodnevna karta čez teden 6,50 €, ob sobotah in nedeljah pa je za 2 € dražja. V mestnem kopališču Lipnica je enotna karta za vse dni v tednu in stane odraslo osebo 6,70 €. Otroci morajo na otoku za celodnevno kopanje čez teden odšteti 4,50 €, čez vikend ali ob praznikih pa 6,50 €. Medtem ko v Lipnici otroci plačajo za celodnevno karto vse dni v tednu 2,70 €, mladostniki pa 3,70 €. Hvala, Sanja. V tiskani spletni izdaji Večera pa najdete tudi fotografije z omenjenih kopališč. Mestna občina Maribor želi z odkupom 7,16% deleža Zveze mariborskih športnih društev Branik postati 100% lastnica športnega parka Ljudski vrt. Gre za zaključek večdesetletnega obdobja solastništva, v katerem je imela občina sprva 90% delež, nato pa ga z vlaganji in sodno poravnavo povečala na 92,84%. Zdaj namerava za 1,5 milijona € odkupiti še preostanek, čeprav je bil ta ocenjen na 1,65 milijona. Branik je privolil nižji znesek ob enkratnem izplačilu. Ljudski vrt obsega vse tribune, dvorano Lukna, Partizanova in teniška igrišča. Njihova skupna ocenjena vrednost pa znaša 24,2 milijona €. Z občinskim prevzemom celotnega lastništva naj bi se poenostavilo upravljanje, omogočila bolj profesionalna infrastruktura in jasnejše odločanje o prihodnjih športnih in komunalnih investicijah. Predlog odkupa bo ponovno pred mestnim svetom na izredni seji, potem ko junija zaradi proceduralnih pomislekov ni bil uvrščen na dnevni red. Posel mora potrditi tudi skupščina Branika, sklep pa naj bi bil dokončno sprejet v naslednjih tednih. Anže Kopitar bo v sezoni 2025-2026 začel že svojo 20. sezono v Ligi NHL. Po lanskem izpadu Los Angeles Kings v prvem krogu končnice proti Edmontonu se kapetan kraljev z grenkobo spominja izgubljene četrte tekme, a v prihodnost gleda optimistično. Ekipa se prenavlja, priprav na novo sezono pa se Kopitar loti tudi pod vodstvom očeta Matjaža, letos brez brata Gašperja. Motivacije mu ne manjka, čeprav bo po sezoni potekla pogodba, končne odločitve o nadaljevanju kariere pa še ni sprejel. Za nastope v reprezentanci trenutno ni pravega časa, a poudarja, da ni stvar v pomanjkanju volje, temveč v fizičnih zahtevah in pozni časovnici svetovnih prvenstev. Kljub temu je ponosen na uspeh risov, ki so letos obstali v elitni skupini. Poletje tradicionalno preživlja na Bledu, kjer že 10. leto poteka njegova hokejska akademija. Letos se je udeležilo več mladih igralcev iz tujine, tudi njegov sin Jakob. Glavni poudarek kampa je na učenju in zabavi, saj gre za sproščeno okolje, kjer se mladi povezujejo in nabirajo nova znanja. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 3. julija 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.